Vselej, kadar žalujemo, doživljamo neko izgubo. Lahko gre za smrt ljubljene osebe, izgubo hišnega ljubljenčka, konec službe, izgubo blagostanja, zdravja ali pa sanj, za katere smo mislili, da jih bomo živeli. Intenzivnost in dolžina žalovanja sta odvisni od tega, kaj se je zgodilo in kako velika je ta izguba za nas osebno. Pri žalovanju gre po ugotovitvah psihologov za faze, ki pa se ne zvrstijo nujno pri vseh v istem vrstnem redu. Ena od značilnih faz je šok ali zanikanje, da se je nekaj sploh zgodilo, spremenilo. Naprimer pri močno bolnem človeku, ko še ni v resnici izgube, gre najprej za izgubo zdravja ali pa nekega občutka, da te je telo izdalo, pomeni, gre za izgubo. In je najprej naprimer faza zanikanja, šoka, potem se lahko to razvije v drugo fazo že, a ne, recimo fazo, naprimer jeze. V smislu, zakaj se je ravno meni moralo to zgoditi, zakaj sem ravno jaz ob, ne vem, že tretji zarodek ali pa v nosečnosti, zakaj, torej kot ena taka jeza, tudi včasih, ne vem, lahko na Boga ali pa na kakšno to višjo inštanco. Ta jeza je v resnici zdrava, a ne, in ta čustva, ki se znotraj žalovanja pojavljajo, so vsa zdrava, vsa so ne samo dopustna, ampak zaželjena. Zato, da ta pretok čustvene energije v našem telesu teče, da se nikjer ne zablokira, ne zaustavi, ker tisto je najbolj nevarno. Ena od takih faz je naprimer tudi, tako ji rečemo, kakor pogajanje. Ali pa je povezana velikokrat s krivdo sicer, kaj bi, če bi se še na to spomnil. Če ne bi takrat jaz bila glih na telefonu, ne bi, ne vem, otrok prijel tega vročega lonca. Ali pa, ne vem, tako zelo, kaj bi bilo, ko bi bilo drugače, kar pomeni, da je nemogoče, da bi bilo drugače. Ne? Pomeni, je nepopravljivo in je to kot eno tako v sebi brskanje ali za krivcem, ali da smo mi krivi, ali kaj bi lahko drugače naredili. Na nek način nas taka faza varuje pred tem, da bi to bolečino sploh res lahko zagrabili, jo začutili, ker je premočna, ker je šok pa zanikanje. To je na nek način čist fiziološka varovalka, da mi tistega preplavljanja od bolečine morda ne bi prenesli, ker bi nam kar telo raztrgalo, ne vem, tako en tak občutek, a ne. Da takrat, ko se nekaj hudega zgodi, da je najprej telo kot malo tako omrtvičeno od tega, da bi se čutilo, a ne. Potem šele je recimo ena faza, ki rečemo pa prav žalovanje, lahko pride tudi malo kot do kančka enih depresivnih simptomov, a ne. To je pa res tisto, kar rečemo tako žalovanje, da je tudi več joka, da se na nek način zmoremo poslavljati, da si povemo, kaj lepega to fazo lahko izkoristimo, ker ta je že bolj blaga. Tam nas lažje ljudje začutijo, lažje ko v jezi, se bolj lahko z nami povežejo, več sočutja ponudijo. In prav v tej fazi je nujno, da nekako nam ni nerodno, da smo žalostni, da nam ni neprijetno pokazati solz, te ranljivosti, a ne? Ker jeza naprimer bruha, brez da bi zelo pazili včasih, če je intenzivna. Pri žalosti je bolj nevarno, da se potuhnemo. A ne? In takrat se lahko potem res v kakšno depresijo razvija, če smo v tej fazi, ko smo močno žalostni, preveč sami. Nato počasi preidemo v fazo sprejemanja. Tako da v tej fazi sprejemanja pa mi na nek način zmoremo pomiriti sami sebe, na nek način sprejeti to izgubo, kakorkoli že, tudi če jo težko razumemo. Zelo dragoceno je, če si jo do neke mere lahko tudi osmislimo. Pomembno, na kar se pa se mi zdi včasih kar majčkeno pozabi, je pa,
da ob določenih izgubah, ne čisto ob vseh izgubah, a ne, recimo ob izgubah, da dam rajši primer, kjer je mogoče bil samomor ali pa kakšna taka, torej da je bila oseba, je morala narediti en akt, da je prišlo do izgube, do smrti, pomeni, da ali si je sama vzela življenje, ali ne vem, po drugi strani, da je izzivala, naprimer v smislu, da domači tako razumejo, naprimer ena žena, da izgubi moža, ki je, ne vem, umrl v gorah, ker je šel daleč, je naprimer zelo težko včasih priti sploh do faze sprejemanja ali pa do tega še, kakor pa do odpuščanja, a ne. Tako da ta faza, prav tako bi rekla, sploh ni čisto vsem dosegljiva. Ali pa če tako še malo bolj mogoče duhovno rečem, mogoče ni niti čisto vsem dana na ravni tega, v kakšnih odnosih živijo, koliko ene duhovnosti zmorejo v svoje telo sprejeti, v svojo osebnost, koliko se zmorejo povezati, koliko, ne vem, na nek način ene mogoče nove vsebine lahko prinesejo v življenje, na kakšen nov način se morajo naučiti v resnici povezovati z ljudmi, če so izgubili nekoga, s katerim so bili globoko povezani, kot da bi jim del njih manjkal. In če je tukaj šlo še za neko doživljanje, da pa lahko ne bi do tega prišlo, če bi prej opazili, ali pa tako, če se vrnemo v prejšnjo fazo tistega iskanja krivde v sebi, je naprimer faza odpuščanja v resnici nujna, če hočemo, bi rekla, spet na polno zaživeti. Kako naj se približamo bližnjemu, ki se je v žalovanju že osamil? Kako mu lahko ta proces olajšamo? Je pomembno, da se zavedamo, da če se je on osamil, da to že govori o tem, da sam ne zmore poiskati stikov. Se je preveč izoliral, je preveč, ne vem, ali potrt, ali v kakršnikoli, zaradi različnih razlogov, ali osramočen, ali jezen, ali na nek način nima občutka, da bi se znotraj teh intenzivnih občutkov, ali pa če jih je že poklopil, imelo smisel povezati z ljudmi, a ne? Je res pomembno, da se ravno tega zavedamo, da v tej osamitvi on ni sposoben ali pa doživlja, da nima vrednosti, to različne stvari doživljajo. To je težko zdaj tako, kar direkt reči, kaj točno doživljajo, ker je res velike ene pestrosti v tem. Ampak mi smemo, ali pa celo je dobro, da se približamo temu človeku na en seveda izredno občutljiv način. Mi ne moramo, ali pa ne smemo, bom prav rekla, priti kaj kot v smislu, aha, vidim, da nisi v redu, kaj ni učitelji, tako taki bolj, ne, ali pa, ne vem, direktorji, in te bomo poštimali. Ampak res z eno to, bi rekla, senzitivno previdnostjo tudi v smislu, dajmo sploh najprej videti, kaj je, dajmo raziskati, dajmo se pozanimati, dajmo najprej priti odprtih rok, res, biti pripravljeni na zelo različne odgovore, ali pa zavrnitve, ali pa, ne vem, ali pa veselost strani tega posameznika, ampak odprti, z eno notranjo umirjenostjo, da prihajamo, res tako bom rekla, prav z eno ljubeznijo. Tudi splošni zdravnik lahko včasih pomaga, če presodi, da bi bilo žalujočega dobro napotiti na pogovor, denimo k psihoterapevtu. Če ugotovite, da se človek, ki je utrpel izgubo, izgublja v nekakšni čudno zakrknjeni osamljenosti, bodite nanj še posebej pozorni, je na koncu še dodala naša sogovornica.